Krasen lep pozdrav vsem. Zdaj ta video je namenjen vsem, ki vas zanima, kripto od začetka, kako vlagati, v kaj vlagati, pa na kakšen način. In sicer se odzivam zdaj na številna vaša vprašanja, pozive, maile, vse kar, klice, vaše klice, da bi želeli se res pravilno naučiti, da korak za korakom. Nekateri želite, da vas spremljam, kako delate, kar je možno na daljavo, tako da gledam vaš zaslon, pa vi delate sami. Tisti, ki pa ne želite sami delati, pa lahko tudi jaz delam na vašem kompjuterju in vam pač stvari pokažem, naredim, tisti, ki si ne upate sami klikati. In naredila bom, zdaj prišel je res čas, da naredim delavnice korak za korakom, od začetka, od osnov kripta do konca, ne, pač kako vlagati. Zdaj, naučili se bomo vlaganja v Bitcoin, in pa kako mintati, kaj pomeni mintanje ksena, pa nakup kriptovalut in prodaja in te stvari, v glavnem vse, od začetka do konca, to bo v več delavnicah. Tako da lahko se prijavite na te delavnice, vse bo v opisu spodaj. Pač tudi linki, tudi vaše maile, če mi pustite, ali telefone, tako da vas jaz obveščam. Seveda se nujno tudi na moj kanal prijavite in kliknite zvončka, zato da boste dobivali redno, kadarkoli bom posnela video, da dobite opozorilo, da sem pač dala na svoj kanal video, nov video. Jaz bom to, kar bom imela v delavnicah, tudi snemala brezplačno, ampak ne tako podrobno, ne tako step by step. Tako da pa postopoma, tako kakor bom imela časa, ne. Te delavnice, pač tisti, nekaterih hočete takoj, zdaj, v bistvu pač priti do rezultatov, za te bodo pa delavnice plačljive. Imate lahko tudi mojo osebno asistenco, lahko vam pomagam tako, da opazujem vaš monitor, delate sami in vam povem, delate nekaj prav ali pa nekaj narobe, ali pa da se priklopim na vaš računalnik in jaz poklikam, če imate strah pred računalnikom, da boste karkoli zafrknili. Zdaj pa vsebina, kaj se bomo naučili. Najprej čisto za začetek osnove varnosti, se pravi, kateri kompjuter kupiti, kakšen kompjuter naj bo, kateri so varni, kateri niso tisti, da pošiljajo podatke svojim lastnikom, pač teh komponent, ki so vgrajene, kateri mobilni telefon, kako nastaviti nastavitve, kateri operacijski sistem uporabljati, kateri brskalnik uporabljati in na kakšen način, vse nastavitve, potem kako namestiti denarnico MetaMask, potem zdaj že prihajajo nove denarnice, ki tudi Jack Levin dela neko denarnico, ki bodo nadomestile MetaMask. Tudi to se bomo naučili uporabljati in pa seveda vas bom tudi opozorila v brezplačnih videih. Zato se le prijavite na moj YouTube kanal, kliknite zvončka, da dobite obvestila, da se znebimo tega MetaMaska in pa tudi verjetno se bomo počasi znebili tudi Ethereum omrežja. Vendar se bomo naučili najprej prve principe blockchaina, prve principe kripta, kaj to sploh je, zakaj? Zato, da razumete, v kaj vlagate, da ne izgubite denarja.
ne, pač tega, ki ga zdaj imate, fiat denarja, evro ali dolar. Potem naslednji korak je razumevanje bitcoina in pa vlaganje v bitcoin. Zakaj? Ker je bitcoin mama in ata vsega. To je začetek kripta. Prvi principi sicer je vmes bil spremenjen, ampak nič hudega, ker je Jack Levine naredil dejansko Xen, ki pa sledi prvim principom kripta, dejansko sledi, in pa je tudi izboljšal distribucijo Xena, oziroma lahko rečemo, da je Xen Bitcoin, novi izboljšani Bitcoin, tako kakor bi dejansko moral biti. Potem se bomo naučili uporabe Ethereum omrežja in pa kako delati na Polygon omrežju in na Ethereum Proof of Work omrežju. Zakaj? Ker so tam transakcije bistveno cenejše in se lahko na teh omrežjih prej naučite, preden greste na drago Ethereum omrežje, Proof of Stake, in izgubite takoj 100, 200, 500 evrov v šusu, če ne naredite prav, ne. Potem seveda bomo govorili o varnosti, operacijskem sistemu, kako pač, da je varno, potem antivirusni program, kaj ja, kaj ne, VPN-jih. Govorili bomo tudi o mobilnih telefonih, kako tam namestiti ja, ne, kaj ja, kaj ne, pa na kakšen način. Vse vam bom pokazala korak za korakom. Na primer, začeli bomo s MetaMaskom, najprej se bomo to naučili, potem bomo se tudi tisti, ki boste v Hex hoteli vlagati, bomo šli tudi korak za korakom preko Atomic Walleta, da vam pokažem, kako decentralizirano, brez borz vlagati, brez teh centraliziranih, ki so posredniki in vam poberejo denar. Priporočam Ledger denarnico. Ledger, takole pride zapakirana, a ne, tole je zapakirano, pride takole, more biti nujno zapakirana, bog ne daj, da je to odprto, podpisati morate, pa če naročam direktno iz Ledger spletne strani, tudi v opisu bom dala link, affiliate link, pač lahko greste z mojega linka in boste prišli sigurno na pravo spletno mesto. In pa zdaj ena zanimivost je zdaj, v bistvu Ledger ponuja za vsak Ledger, ki ga kupite, Nano S, ponuja takole, da dobite $20 bitcoina na denarnico. Seveda je ta kartica, tulele je to treba dol vzeti, neka koda je in navodila zraven, kako pridete do tega bitcoina, da pride na vašo denarnico. Seveda ne sme biti na denarnici, ker bi to pomenilo, da je nekdo odprl denarnico in to nikakor ni varno. Torej, če kupujete Ledger denarnice, nikoli ne sprejmite darila, da vam nekdo podari Ledger denarnico. Vedno kupite sami. Da veste, da ste vi naročili in da vam poštar prinese, da podpišete. Da pride direktno iz Ledger, iz Francije, direktno do vas. Nekaj dni traja, ampak se splača, zaradi tega, ker ste potem sigurni, da ne bo noben ukradel sredstev iz vaših računov. Iz denarnice. Ledger denarnico obvezno nujno potrebujete, če hočete resno vlagati, resno delati s kriptom. Nujno. Ne imeti stvari na MetaMasku. Ne, ker tam vam bojo stvari zginile dol. Potem naučili se bomo Xen, kako ga mintati,
kaj narediti. Vse vam bom pokazala, tudi Ledger, bomo šli, kako ga namestiti, kako ga aktivirati, vse vam bom na delavnicah pokazala. Tega ne bom v brezplačnih videih kazala, ampak na delavnicah pa ja, zaradi tega, ker bo eden od Ledgerjev bo moja testna denarnica in na tej testni denarnici bom vse lahko pokazala vam in pa tudi pokazala bom oziroma pač skupaj naredila bom tako, da boste vi videli, prijavila se bom v Visa kartico, dobila bom to Visa kartico in z njo bom začela delati preko Ledgerja. To pomeni decentralizirano. Visa je sicer centraliziran sistem, vendar pa vseeno naj ne bi imeli nekih prav mojih podatkov. Bomo videli, bom vse naredila, pa vse povedala, ne. Tako da se boste lahko sami odločili. Zdaj, jaz sem se odločila tako, da nazaj v Fiat sistem ne bom hodila, ampak da bom vse delala s kriptom, ker se da že zelo veliko stvari kupiti s kriptom in me dejansko dolar in evro niti ne zanimata več kot plačilna sredstva in sploh pa ne kot store of value oziroma pač nekaj za pokojnino, nekaj za prihodnost. Torej, za hranjenje v prihodnosti bom uporabljala sigurno Xen, verjetno tudi, če Bitcoin močno pade pod 10.000, ga bom tudi jaz začela kupovati in ga bom nalagala, ne, pač in ga bom pustila na denarnici najmanj 5 let sigurno. Xen bom tudi, Xen zdaj uporabljam samo za določene projekte, ga imam nekaj likvidnega, nekaj ga stejkam, torej dajem na depozit in pač nastajajo novi projekti, s katerimi se tudi ukvarjam. Eni mi nosijo že zdaj dosti denarja. Pri Xenu je zanimivo to, jaz sem omenila, da ne verjamem, da bo cena šla gor, ampak gre. Zakaj? Ker so zdaj začeli ljudje delati deflacijske mehanizme za inflacijski Xen. Xen je neomejen, vendar ima zdaj deflacijske mehanizme, katere uporabljajo ljudje. In nima izvorne denarnice, nihče ni. Zdaj, veliki vlagatelji so že začeli hoditi noter v Xen. Zdaj, kako jim to uspe? Ker je pač lahko vsak naredi samo eno denarnico naenkrat. S temi, ki sem že pokazala, poglejte moje prejšnje videe, se pravi, njim to uspeva s raznimi boot programi, kjer lahko naredijo do 128 denarnic naenkrat z enim klikom. Plačaš veliko več, to imam že videe posnete, to lahko sami pogledate, brezplačno. Se pravi, z enim klikom malo več ali pa bistveno več plačaš fija, kar pa seveda za velike vlagatelje ni problem, njim je bolj važen čas, da ne zapravljajo veliko časa, rajši dajo 100-200 dolarjev več, kot da porabijo 4 ali pa 5 ur časa za to, da naredijo 128 denarnic, ne. Ampak to lahko naredijo v 3 do 5 minutah. Ampak plačajo za to 100-200 recimo dolarjev več fija. Na Ethereum omrežju govorim. Ker sem te boot denarnice delala na Proof of Work omrežju, Ethereum Proof of Work omrežju, sem jih veliko naredila, zelo veliko, po moje 300, in bom videla, kako to bo šlo, kako bojo stvari šle. Zdaj, zaenkrat stvari res dobro kažejo, to ni finančni nasvet nikakor, ampak želim pomagati tistim, ki bi radi pač nekaj naredili iz svojega življenja. Tako da tole je
To je zdaj odgovor vsem vam, ki me vztrajno prosite v bistvu, da pač ne morem se ukvarjati brezplačno z vsakim posameznikom, tudi ne morem reševati vsakega posameznika posebej. Lahko me najamete, v tem primeru si pač rezerviram čas, sem pa kar zasedena kakšen teden do 14 dni vnaprej. Toliko je povpraševanja. Tako da dajte me na Twitter. Na Twitter, lahko pa tudi bom tukajle samo malo, vam bom tudi dala na ekran, ker spodaj si ne upam. Ne upam si spodaj v opisu dati svojega maila pa telefona, ampak na Twitterju me lahko vprašate, pojdite na Twitter, pojdite tudi moje ime pa priimek, če vtipkate v Google, boste našli spletno stran, pa bom tulele zdaj napisala, kje so moji podatki, da me lahko dobite, takole, in pa tudi mail, pa si ga pač prepišite z ekrana. Takole, zdaj jaz bom tole samo malo povečala, pa vam bom dala tako, da vam bom dala Control plus, takole, evo, da bom kar fajn povečala na ekran. Takole. Tako. Zdaj pa samo še shaream screen. Shaream screen, tako da boste lahko videli. Samo majhen, da to dam še bolj na sredino. Tako, evo, notepad'u. Tako, zdaj pa samo še shaream screen. Share screen. Screen share. Tako. No, tako zdaj to vidite na ekranu. Pardon. Takole. Saj tudi tisti deluje, imam dva, a ne. Ampak tale je bolj zanesljiv, se pravi medialearn1.si. Medialearn.si, saj je prav, pardon. Si je spletna stran, če vtipkate medialearn1@gmail.com, je pa mail. To je najlažje, po telefonu me boste težko dobili, saj odgovorim nazaj, ampak veliko delam po telefonu, zelo veliko, tako da sem kar težko dosegljiva na telefon. In priporočam mail, tukaj sem najbolj odzivna, ali pa Twitter, ko dobim tudi iz Twitterja sporočilo. Tako da, ne pa v opis spodaj, pa ne mi, lahko date komentar, ampak ne mi pisati svojih podatkov, zato ker skemerji vas bojo definitivno našli in v YouTubu ni dobro pisati svojih podatkov, zato jih jaz tudi ne pišem, a ne, razen Twitter, tudi LinkedIn imate povezavo, tudi tam me dobite, tudi tam so maili in pa moj opis, moj, a ne, pač, pa tudi, če vpišete moje ime, Silva Požlep, v Google, definitivno boste našli povezave do mene, a ne. To je zaenkrat to, hvala za pozornost, spremljajte DBZen pa Zen. DBZen mi vsak teden prinese veliko, DBZena imam zdaj kar nekaj, okrog $70 je eden na Uniswapu, tako da jaz in pa
prinese tudi kar nekaj Ethereuma mi prinese, vsaj za $50. Odvisno, koliko ljudje delajo, koliko fijev porabijo, vsaj $50 na teden dobim dol, zdaj za enkrat. Ne pa, ko bo ljudje to zelo pač manj uporabljali, ne bo teh fijev toliko veliko. Je pa vprašanje, a bojo ali ne bojo pa uporabljali. Lahko, da se motim, pa bojo ful veliko uporabljali, ker so ljudje že, kar se samega Xena tiče, res presenetili. Res so presenetili. Tudi ljudje delajo, programerji in pač iz celega sveta, sploh Azijci, so se zbudili, njim je ta Xen kripto res dobrodošel, ker imajo zelo velike težave z lastno valuto, zaprtjem, pač gospodarstvo ne deluje, banke propadajo, države propadajo, denarja ni, tudi recimo Anglija je revna postala, nimajo hrane, Evropa nima še teh težav, se pa lahko pojavijo, tako da Amerika ima kar nekaj težav, tako da se je dobro zanimati za finance, za kripto, za te stvari in pa odreagirati pravočasno in ne čakati na države, ker zdaj jaz poslušam zelo žalostne zgodbe ljudi, ki rabijo pomoč, pa jim država zelo velikokrat obrne hrbet ali pa pomaga prepozno. Ali pa celo sploh ne, ali pa so taki pogoji, da ljudje dejansko vse državi morajo na koncu dati, izgubijo stvari, tako da dajte se res pozanimati, če država nekaj da, potem tudi ali vse vzame ali pa dajte biti previdni in poskušajte se sami zorganizirati, sami naučiti se delati, pohvaljeni vsi tisti, ki ste 40 let plus, 50 let plus, ki sami poskušate delati, pohvaljeni, mladi pa itak, več ali manj so vam te stvari zelo jasne, no. Tako da hvala lepa, če vam je video všeč, lajkajte, šerajte ljudem, delite, pač dajte kakšen komentar spodaj, lahko me tudi vprašate, kot vidite, odgovarjam, zaenkrat še lahko, ker ni toliko veliko komentarjev, tako da pač izkoristite ta čas, dokler sem še res na razpolago. Torej, tisti, ki pa želite delavnice, dajte mi pisati, jaz vas bom povabila v mojo bazo in potem boste dobivali, kdaj bojo delavnice, kako se prijavite, cene in vse te stvari, ki vas pač zanimajo. Hvala lepa, želim lep dan in uživajte ter pazite nase, bodite zdravi, srečni in bogati. Lep pozdrav.